Ja, malo je bilo zamude z leti, malo smo imeli komplikacije, še celo tekli smo na letalo. Zdaj smo še pa malo po mestu, danes je praznik, malo smo šli si razgledati. Luštno je sonce, toplo, ženske so za pogledati. Meni se je zdel prvi dan zelo v redu, odpovedali so ga, tako da smo čakali kar en cajt. Smo let, pa smo pa let zamenjali, smo šli najprej sešteli, da bomo šli v Švico, pa smo šli pa na Dunaj, pa iz Dunaja v Madrid. Pa smo prišli sem, smo najdeli hostel, zdaj se nam tudi dosti v redu. Včeraj zvečer, v pozni večerni uri smo prišli v Madrid, smo najdeli ta hostel. Smo še kar zadovoljni z njim. No, danes zjutraj smo pa bolj štartali tle malo po Madridu. Smo si ogledali teh par znamenitosti. Lik danes smo naleteli na ta praznik, pa smo šli na to Plaza Mayor. Plaza Mayor. Kar zanimiv, dosta ljudi. Ženske so tudi kar v redu. Ja, po velikosti se tako težko primerja. Drugače pa kar se tiče avtomatskih strojev pa vseh teh variant, je kle malo bolj napredno. Veliko bolj so, recimo ljudje so veliko bolj povezani z vsako zadevo, ki jo ne razumeš, vprašaš, ti razloži, toliko časa razlaga, da zastopaš. Ni tako, recimo, kakor pri nas, ko imaš nekaj izkušenj, da recimo, da te dajo za neka brezvezna dela, pa vse, kar se tiče zahtevenega, pa rajš ne, da ne boš kaj zafrknil ali pa kakorkoli. Ne, kle ti kar vse povejo, da bi ti trikrat povedali. Pri nas so te stvari sicer malo drugačne, povejo parkrat, pa se znajti sam, ne. Tako da jaz sem bil zelo zadovoljen, res prva klasa. V primerjavi s Slovenijo je zelo različen, ker tukaj praktično vse razložijo, vse pokažejo. Recimo tudi kakšen del mašin nastavimo, oziroma tiste, ki ne delujo več. Mi prav stane meno hranijo pač v firmi. Recimo tam smo 3 ali pa 4 različne, ko se do konca razstavili in vse sestavili. Vsak tega imam posebej razložili, kaj kot dela. In potem smo pač recimo na robotu tu pogledali, kje se lokira, oziroma kje se nahaja. Mi smo tudi recimo potem na koncu vse smo recimo pač Podarili, sprobali vse, tudi imajo že take makete narejene, da marsikaj sprobaš, da vidiš dejansko, da si pred očmi predstavljaš vse te zadeve. Prvi dan v firmi smo začeli delati v avtomehanični delavnici, zdaj se nam je zelo fajn. Drugi in tretji dan sva delala kot ličarja, on je delal pač še vedno kot mehanikar, jaz sem začel kot ličar. Jaz sem začel štrihati avto, odbijače, pa te letvice, pa vse poliram, pa vse zrihtam. Ljudje tam so v delavnici so zelo prijazni, zelo se ti posvetijo, vse ti hoče nadzorno pokazati, čeprav ne znajo veliko angleščine, skoraj nič, no, se ti vsem potrudijo, pa da ti pokažejo, kaj pa kako moraš delati. Dobila sva vse, potem drugi dan, vse delovne obleke, sva res kot njihov tim. Kot je Žan pa jaz, so res zelo prijazni, za vsako stvar ti vse pokaže, pove, kako dela, ne glede ali ne zna angliško, se že nekako zmenimo, vemo, pa delamo. Takoj probajo vključiti v firmo, recimo takoj tam, ki so tam, smo odkrili uniforme, izgledamo enako kot vsi ostali. In tudi pod odprti so in nimajo problema s, kako ne rečem, sporazumevanjem. Čeprav pač ne znajo angleško, probavajo in to vidiš. In konec koncev so tudi
Zaupanje imaš takoj, ko stopiš v firmo, če to ne poznajo. V Sloveniji pa se služati iz veliko časa dela. Iz pol leta dela. Da bi ti sploh super malo bolj zahtevano pravilu, ter se pa tukaj ne skoti in te takoj pač spoštujejo. Naju so res sprejeli zelo, zelo dobro. No, potem v ponedeljek smo imeli Frej, ker je bil tukaj lih praznik. Po eni strani kot ena sreča, da smo si lahko še malo mesto gledali skupaj s profesorji. No, potem v torek smo se pa dobili s tem koordinatorjem Davidom, ki nas je pol zjutraj odpeljal, smo šli naprej urediti to mesečno karto za ta metro pa avtobus do Ferm. Potem smo šli na ogled teh Ferm, na koncu smo šli še v šolo. V šoli je bilo the best, bilo je, noter so avioni, noter imajo za vlake upravljati, noter imajo tudi ličarsko delavnico pa avtomehanično, tako kot pri nas. Kleparska. So pa starejši, ker to poteka malo drugače kot pri nas, so tudi stari tam do 25 let. Že prvi dan, ko sem bila tam, so pač na dveh oddelkih midva delava in so, recimo, šef prvega oddelka nama je peljal čez celo firmo. Vsak segment posebej razložil, kako deluje, zakaj, kako, vse. Isto drug šef, potem naslednji dan sva pol kmalu začela že na sistemih delati posebej, kako deluje različna vrsta orodja, senzorjev, kako so ure. Ja. Ročice, določene prijemalke, koliko je res, ko enkrat si v toliko veliki firmi vidiš, kako kompleksna je to zadeva. Jaz sem imel danes recimo težavo, da mi je prišel prav šef te firme. Nisem imel čevljev s kapico, je rekel, da ni problem, pač je rekel, da moram urediti to in je že poklical takoj, vprašal me za številko čevljev, me je poklical, kje je v eno firmo in so mi že pripeljali čevlje, tako da sem zdaj dobil te čevlje, pač take, kot morajo biti. Sploh ni problema glede obleke in to. Pa tudi tole, ko sem šel s tem v peč, to noter, ko sem štrihal mi je tudi dal prav zaščitno obleko, posebno masko za v peč, ko se štriha pa liče pa to, tako da res poskrbijo zate res na dobrem nivoju, no. No, kot prvo, tukaj se že vse firme že bolj kasneje odprejo, pri nam je že v bistvu delovni čas se začne okoli 7, 8, tule se začne šele ob pol 9. Tudi tja za malico imamo čisto drugačen čas, imamo že ob pol 11 imamo malico, v bistvu kot, ne vem, čas za kavo ali pa, ne vem, kakšen rogljiček je od pol 11 do 11, pol urice, pa ima pa on tukaj prav ta kot običaj, pa pol ob 2 popoldne zaprejo prav firmo za 1 uro do 3 in je res tule okoli vse gostilne te so čisto polne, vsi malcajo. In tako je pol res kot en kosil. Res nepozabno doživetje. To bo do konca življenja ostalo v glavi in tako, in tudi računamo, da ko gremo domov, da bomo vse skupaj dobili in da se slikamo za vse v firmi in da bo res to do konca življenja mi bo ostalo v glavi.